Lep pozdrav, drago moje šmarje, in pričenjamo z novo tematiko. Govorili bomo o inkontinenci. To je eno področje, ki je žal še vedno kot neka tabu tema. Da je tabu tema, dokazuje tudi ena anketa, ki jo je izvedlo Mednarodno združenje za inkontinenco. In sama raziskava je dokazala, da kar 70% ljudi nikoli ne obišče zdravnika zaradi teh težav, se pravi zaradi nehotnega uhajanja urina. Vendar tu ne gre samo, ločimo urinsko in tudi fekalno inkontinenco. To se pravi, da gre tudi lahko za nehotno uhajanje blata. Tako da mogoče je tudi zmotno razmišljanje to, da je inkontinenca prisotna samo pri ženskah. To ni res. Inkontinenca je prisotna tako pri ženski, kakor tudi moški populaciji. Sicer je mogoče pri ženskah več, ker inkontinenca je lahko posledica vaginalnega poroda, lahko je posledica nekih operacij, na teh ginekoloških operacij, lahko je posledica kot procesa staranja, ker je zmanjšana elastičnost tega področja. Zdaj, točno, zakaj točno, kaj bomo mi izvajali zdaj za ene mišice, kaj bomo mi krepili. Jaz sem vam pokazala samo, mogoče je več znanega, mogoče dosti ljudi mi poznajo tako imenovane Keglove vaje. Jaz bom pa v tem naših srečanjih predstavila jogijski vidik krepitve, v tem primeru krepimo mišice medeničnega dna. Če si predstavljate medenico, vidite, medenica je dejansko kot neka posoda, in je dejansko posoda, ki nosi notranje organe. In zato je to, tukaj imamo medenično dno. Če si predstavljate res, tu imamo ves ta trup oziroma notranji organi in ta medenično dno res mora biti izredno močno, da nosi, da kljubuje tem silam težnosti, ki pritiskajo nanj, in je potem res potrebno še toliko več pozornosti posvetiti tudi tem mišicam medeničnega dna. Tako da mi bomo zdaj lepo to okrepili in seveda je izrednega pomena, da vam postanejo te vaje, sploh če že imate tovrstne težave, še toliko bolj pomembno, da jih res izvajate kar kot del življenja. Zdaj, mi bomo pokazali v sami jogi, sama joga omenja 3 zadeve, bom omenila, in sicer govorimo kot sem vam že povedala na začetku, da imamo lahko tako urinsko inkontinenco, to pomeni, da gre za nehotno uhajanje urina. Imamo tudi fekalno inkontinenco, nehotno uhajanje samega blata. In mi bomo izvajali v tem kontekstu teh 2 zadev, bomo izvajali tako imenovano, zdaj to omenjam sanskritska imena za te jogijske zadeve, in sicer Sahajoli mudra, to se pravi Sahajoli pomeni, da bomo aktivirali ta uretralni del, potem bomo izvajali Ašvini mudro, to pomeni, da bomo aktivirali ta naš analni predel, in potem še tretji del, ki ga bomo izvajali, je pa, mi rečemo Mula Bandha, kjer bomo aktivirali prav to medenično dno, ker bomo se učili pravilno aktivirati medenično dno. In danes bomo začeli z Sahajoli mudro, se pravi aktivacijo tega uretralnega dela. In kar je pomembno, pa bomo se mi zdaj že kar takole usedli, lahko se usedete v sedeč položaj, pazite na lep iztegnjen položaj hrbtenice in se boste najprej, lahko zaprete oči in se najprej skoncentrirate na ta uretralni del. Oziroma, če povem še malo bolj laično, kakor da vas fejst tišči ljulat, na majhno potrebo, in morate malo stisniti. Takrat, če ni še WC-ja v bližini, morate malo stisniti ta uretralni del. Se pravi, in če se prvo samo skoncentrirate, uretralni del, in fajn stisnete ta predel, kakor da vas tišči ljulat. In potem popustite. Pa spet stisnete ta uretralni del in spustite. Pa še enkrat stisnite uretralni del
in sprostite. Zdaj bomo izvajali stiske v 3 fazah, kjer bomo šli minimalno, srednje, maksimalno napnemo uretralni del in maksimalno srednje in popustimo. Ja? Pa bomo šli spet najprej koncentracija na ta sprednji uretralni del in stiskamo minimalna, srednja, maksimalno napreš ta sprednji uretralni del in maksimalna, srednja, minimalna popusti. Pa spet minimalna, srednja, maksimalno napni ta uretralni del in maksimalna, srednja, minimalna. Še 3 take, minimalna, srednja, maksimalno napnem uretralni del in maksimalna, srednja, minimalna, spustiš. Še 2 napneš v 3 fazah in spustiš, pa še zadnjič napneš maksimalno in spustiš. Zdaj bomo dodali temu delu še izdih, bomo šli fajn vdih, v polna pljuča vdih, pa bomo šli napenjati minimalna, srednja, maksimalno napnem uretralni del z izdihom in z vdihom počasi prek 3 stopenj spustim. Pa spet izdih, minimalna, srednja, maksimalno napnem ta uretralni del in počasi v 3 fazah popustim. Še zadnjič, minimalna, srednja, maksimalno napnem ta uretralni del in fajn počasi v 3 fazah spustim. Še izdih. Napnem in z vdihom spustim. Pa izdih, maksimalno napnem in z vdihom popustim. Še zadnjič napnem in počasi popustim. Ja? Potem naslednjič bomo še se pogovarjali tudi o teh analnem, se pravi ašvini mudrjo. In to bi bilo za danes vse. Lepo se imejte in se vidimo prav kmalu. Vse dobro.